Hojla, Maruša, tukaj je dogodek.si. V temle video vodiču vam predstavim timer, to se pravi po slovensko odštevalnik časa, kot eno od orodij znotraj Zoom appsov, torej kot eno od teh aplikacij znotraj Zoom appsov. Zdaj, mogoče sam toliko, sam timer seveda ni nobena znanstvena fantastika, je zelo enostaven za uporabiti, tako da je v bistvu poanta tegale vodiča predvsem v tem, da vam dam eno orodje, ki je enostavno in hkrati zelo uporabno za vse tiste, ki bi seveda radi začeli uporabljati Zoom appse. Je recimo tale timer primerna štartna pozicija, štartna točka, kjer lahko začnete s preizkušanjem Zoom appsov. Kot običajno, res poudarjam, gre za tehnični video vodič, kar se tiče zoomanja. Zoomanje seveda lahko uporabimo v različne namene. Jaz sama dajem velik poudarek oziroma bistven poudarek predvsem na izobraževalnih spletnih delavnicah v živo in pa na facilitiranju skupinskih procesov, takih vključevalnih procesov, skratka takih, ki vključujejo udeležence, da so res participatorni, da so res aktivni, da res sodelujejo. Tako da v bistvu mogoče na tem mestu samo eno kratko povabilo, več o tem, kako v bistvu nam ta orodja, to se pravi Zoom in druge videokonference lahko koristijo pri kreiranju oziroma pri facilitiranju, pri izvajanju teh učinkovitih, vključujočih, dinamičnih spletnih delavnic in drugih pač skupinskih srečanj. Te vabim, da si pogledaš v bistvu eno tako mini predavanje, brezplačno je 10-minutno na edogodek.si pošiljnica facilitiraj, s C-jem, facilitiraj. Zdaj pa evo, kar skočimo v video vodič. Tako, preden skočimo v video vodič, mogoče samo dva primera uporabe, kje lahko ta timer pravzaprav sploh uporabimo, tako da dobimo eno sliko, kam to zdaj umestiti ta timer. Zdaj, zadeva je lahko uporabna, to se pravi timer kot odštevalnik časa lahko uporabimo recimo individualno, ko smo v glavni sobi skupaj z vsemi udeleženci in ga recimo postavimo, kadar jim damo na primer za opravljati neke individualne naloge, ne. Skratka, recimo, da jih pošljemo, da nekaj delajo, pa da imajo za to časa, ne vem, 3 minute, pa recimo, da takrat želimo, da so res fokusirani samo na to, da delajo in jim v bistvu damo na ekran timer toliko, da imajo eno, bom rekla, eno časovno usmeritev, koliko časa jim je še na voljo, ne. Skratka, da se ne oglašajo zdaj vmes, koliko časa še imamo, pa da se mi ne oglašamo oziroma mi se še vedno lahko oglasimo vmes, pa jih vseeno mogoče pri kakšni minutki pred koncem opozorimo še na glas. Poanta pa predvsem v tem, da imajo v bistvu v tistem času na ekranu sliko s tem odštevalnikom. Zelo pogosta uporaba timerja v Zoom konferencah je pa med odmori, ne. Skratka, ko med odmori udeležence povabimo, da v bistvu ostanejo z nami, to se pravi prekonektani še vedno na Zoom, in jim damo v bistvu odštevalnik časa, zato da v bistvu vidijo, čez koliko časa se odmor konča in kdaj naj pridejo nazaj pred ekran. Torej, da lahko vklopimo tale naš timer, ki ga imamo med appsi, moramo torej najprej vklopiti appse. Zdaj vse osnove o appsih, to se pravi, kako se jih nainštalira, kako sploh začnejo delovati v računu od hosta in vse te zadeve si dajte pogledati v video vodiču o appsih, o osnovah appsov in kako se jih inštalira. Drugače pa zdajle konkretno sem na brezplačnem planu, tako da lahko vidite, da zadeva funkcionira tudi na brezplačnem planu. Tako da lahko vadite tudi sami vnaprej. Tako da tukajle sem zdaj izbrala timer. Počakamo, da se odpre, vidite, kar nekaj časa traja, da se naloži, tako da čele imate možnost, pa če veste, da boste timer uporabljali, ga dajte mogoče pripraviti vnaprej, ne, zato da ne traja toliko dolg časa. Potem tukaj lahko izberemo pač minutažo, kolikor želimo, oziroma lahko jo tudi prilagodimo, kolikor pač potrebujemo časa. Pa kar bi tukaj še opozorila je to, timer na koncu zaigra nek zvok, to se pravi, ko se čas izteče, nekaj kako naj rečem, zacinglja, tako da če tega ne želimo, potem moramo tole izklopiti, torej tale zvokec izklopiti. In pa v bistvu imamo tudi tukajle zdaj opcijo, ne, zdaj v bistvu bomo mi timer sharali, to se pravi, mi bi zdaj radi z našim udeležencem ta timer jim pokazali, skratka, gremo pod share. Ni kolaborativno orodje, kar pomeni, oni ne bojo nič sodelovali na tem orodju, zato nam ga ni treba pošiljati, ampak ga sharamo, torej dobesedno delimo ekran. Pri tem deljenju imamo tudi dve opcije, torej da lahko delimo zraven tudi
audio, torej zvok, ali pa, oziroma da ga ne delimo, oziroma ta druga opcija je pa, da ga delimo. To se pravi, če želimo, da bo zvok šel, vključno tudi s temle zvončkom, je treba torej dati all computer audio. Oziroma bom čisto iskrena, nisem zdaj niti točno ziher, ali bo zvonček bil, če ne delimo zvoka. Tako da tale varianta, to se pravi, da delimo zvok zraven, je v primeru, da imamo mi v ozadju glasbo. To se pravi, recimo, da smo mi nastavili zraven neko glasbo, ki bo pač spremljala pač ta timer. Tako da v tem primeru damo all computer audio, pa seveda tudi glasbo najprej vklopimo. Za začetek je pa najbolj simpel zadeva, če vzamemo nov audio oziroma nov audio. Zdaj v bistvu, kaj se deli, ne? Vidite, da v bistvu vi podelite z svojimi udeleženci pravzaprav tale timer, tole, kar je tukaj obkroženo iz zeleno. Zdaj seveda vi ste v tem primeru tudi skupaj pogled udeležencev pa vsega tega pa četa, tako da bomo tukaj nazaj vklopili, če se karkoli dogaja v četu, da imamo pogled. Konkretno zdaj, če bi imeli, jaz trenutno v tej pri tem snemanju zdaj nimam vklopljenih videov, to se pravi video od udeleženca, tako da ga pač tudi ne vidim na ekranu. Če pa bi ta udeleženec imel video, bi ga pa seveda lahko tudi videla tukajle na ekranu, oziroma bi si ga lahko vklopila. Tukajle pod more najdete video panel, pa si ga vklopite. Tako da, evo, mi smo zdaj pripravljeni in v bistvu vse, kar zdaj rabimo narediti, je vklopiti štart. In zdaj se začne zadeva odvijati oziroma dogajati, pa dajmo mi zdaj ta moment pa skočiti v bistvu na pogled iz strani udeleženca, zato da vidimo, kako pa to pri udeležencu izgleda. Ok, tole je zdajle pogled iz strani udeleženca, kjer on v bistvu vidi v bistvu samo ta timer, ne. To se pravi, predstavljamo si, da on zdaj že dela, ali pa da je odmor teče, za karkoli pač že uporabimo ta timer. Skratka, nima možnosti, da bi karkoli delal. Tudi če vi premikate zdajle ta timer pri sebi po ekranu, bo pri udeležencu ves čas na isti poziciji, tako da ga ne more zmotiti, da bi se karkoli premikalo. Pa udeleženec, kar se še seveda lahko naredi, je recimo, da si vklopi klepet, naprimer, če bojo kakršnakoli obvestila. Zdaj, tule pri tem mojemu udeležencu je tale klepet na sredi ekrana, zato ker je udeleženec v full screen načinu, tako da v bistvu takole, če želimo, da bo zraven, da bo na desni strani spodaj, ga mora iti ven iz full screena. Tako da v bistvu tukajle je ta zadeva. Ok, če zdaj spet skočimo na tale naš osnovni ekran k hostu, bi samo toliko mogoče še podelila, da pravzaprav timer je aplikacija, ki jo lahko uporabljate samo oziroma šerate samo tisto aplikacijo takrat. Skratka, ne moramo zdaj reči, da bi zdajle pa mi istočasno delili belo tablo, ker če bomo šli na belo tablo, pomeni, da se je deljenje ekrana ustavilo, deljenje tegale timerja ustavilo in da kažemo v bistvu belo tablo. Timer bi seveda v tem času normalno tekel naprej, dokler ga mi ne ustavimo, ne bo pa torej prikazan na ekranu. Ne moramo imeti tudi, če uporabno funkcijo Control, ki nam občasno omogoča, da imamo lahko več aplikacij. Tukaj recimo, če vidite tule orodje, s katerim zdajle snemam, sem imela možnost izbrati dve aplikacije, medtem ko šeram appse, oziroma pač appse, ne morem hkrati izbrati, da bi bile dve aplikacije. Tako da toliko o tem, samo za opozorilo, da v bistvu lahko na istočasno samo šeramo samo timer. Tako, to je bil video vodič o uporabi timerja znotraj Zoom appsov v Zoomu. Še enkrat vabilo na spletni strani edogodek.si, pošiljnica facilitiraj, najdete brezplačno mini predavanje, kjer gremo majčkeno bolj v globine, kako nam pravzaprav Zoom oziroma videokonference lahko koristijo, ko izvajamo več kot samo enosmerna spletna predavanja. Hkrati pa vas vabim tudi na druge spletne strani oziroma v druge rubrike na edogodek.si, zlasti, če vas uporaba Zooma interesira oziroma če ste, bom rekla, spletni izobraževalec, coach, mentor, skratka nekdo, ki poučuje in prenaša znanje, podaja znanje na daljavo in iščete tudi druge rešitve.